9 ukrepov za okolju prijaznejše in energijsko učinkovitejše stavbe bo pri novem pozivu sofinanciral Ekosklad. Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, zamenjavo oziroma vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Tudi za zamenjavo toplotne postaje oziroma priključitev nove toplotne postaje na sistem daljinskega ogrevanja, če bo ta naložba izvedena v eno- ali dvostanovanjski stavbi. Za pomoč Ekosklada lahko zaprosijo tudi tisti, ki bodo v starejših eno- ali dvostanovanjskih stavbah zamenjali okna z novimi lesenimi in energijsko učinkovitimi. Subvencije bodo dodeljene tudi za zamenjavo fasade in toplotno izolacijo strehe. To je poševne strehe, ravne strehe ali pa plošče stropa proti neogrevanemu prostoru. Zopet velja samo za starejše stavbe in pa za izvedbo toplotne izolacije tav oziroma stropa v kleti. Poleg tega pa je spodbuda lahko dodeljena tudi za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, ta pa je izveden ali v lokalni ali pa v centralni izvedbi. Vloge lahko oddajo tisti investitorji, ki so se prenove lotili po 1. marcu letošnjega leta ali pa se še bodo. Zaprosijo lahko za sofinanciranje ene ali več investicij hkrati. A pozor, prijavijo se lahko le lastniki tistih stavb, ki so bile zgrajene pred 1. julijem 2010. Gradbeno dovoljenje, ki to dokazuje, je le ena od prilog k vlogi za sofinanciranje. Račun mora biti izdan tako, da bo razvidno, za kateri ukrep, da je izvedenim, z vsem popisom upravljenih del, opreme naprav, kdo je proizvajalec naprave, da mi lahko tudi preverimo skladnost te izvedbe naložbe z zahtevami, ki so v javnem pozivu. Dokazilo o plačilu računa je obvezna priloga in pa fotografije. Obvezno v vseh primerih fotografije po izvedeni naložbi, določeni ukrepi pa že prej. Več kot 70% vlog, ki jih prejmejo pri Ekoskladu, je nepopolnih, kar močno podaljša že tako dolg čas obravnave. Trenutno traja dobrih 7 mesecev, da vloga pride prvič v pregled. Sredstva bodo na Ekoskladu izplačevali, dokler jih ne porabijo.